Tokrat v občinskem informatorju. Osnovna šola Draga Kobala praznovala 60. obletnico. Direktor Cezama vložil kandidaturo za župana občine Ruše. V Mariboru 18 županskih kandidatov. V Kungoti za župana Matjašič in Šnoflova. Pod Pohorjem se bo kepalo. Naziv častni občan Maribora Janezu Karlinu. Na Spodnji Muti prenovili trg. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v sproščenem duhu. Osnovna šola Draga Kobala v Mariboru je praznovala zavidljivo obletnico 60 let obstoja. K temu praznovanju se je pridružila še zaključna prireditev vseslovenskega festivala Vsaka vas ima svoj glas. Osnovna šola Draga Kobala je bila učni dom marsikateremu znanemu Mariborčanu in Mariborčanki. Eden izmed Kobaljakov je bil tudi sedanji podžupan mestne občine Maribor. Imam lepe spomine, da mi je toplo pri srcu tudi biti ponovno tukaj. Nekaj časa me ni bilo, nekajkrat pa. Predvsem je bilo takrat lepše zaradi tega, ker je štelo za nadaljnje šolanje samo uspeh v zadnjem razredu, torej 8. Sedaj pa otroci tekmujejo že v mnogo nižjih razredih, kar je po moji presoji preveč uravnano tekmovalno in glede na učinkovitost. In bi morali pustiti, kajti kreativnost se lahko razvije brez dobrega uspeha. Na osnovnošolske dni ga vežejo tudi marsikatere prigode. Bil je en podravnatelj, pisal se je Klemenčič. In ko smo stali v vrsti, sem jaz dobil zaušnico, takrat se je še fizično kaznovalo. Pa sem rekel, jaz nisem storil tega dejanja, za katero ostale kaznujete. Je rekel, nič hudega, imaš v dobrem za prihodnjič. V 60 letih se je menjalo veliko generacij učenk in učencev, nekateri izmed njih so še zdaj vpeti v zgodbo šole, nekoč učenci, zdaj učitelji. Moram reči, da pa mi je tale šola dala eno izhodišče za delo, ki ga danes počnem z veliko ljubeznijo. To je bila moja učiteljica, gospa Ida Težak. Bila je učiteljica likovne umetnosti, takrat likovne vzgoje. In takrat sem prvič začutila, kaj bi pravzaprav v življenju jaz rada počela. In to pravzaprav počnem nazadnje. Seveda se je sistem izobraževanja v 6 desetletjih občutno spremenil, tako kot so se spremenili tudi otroci. Pedagogika, didaktika in metodika sta nam omogočili oziroma sedanjim kadrom, sedanjim strokovnjakom, profesorjem, ki so dosegli izobrazbo na univerzi, vse možnosti, da se izrazijo, da dajo vsa znanja svojim učencem, ki hlastajo po znanju, se veselijo vseh novosti, jih sprejemajo, ampak to lahko le od napredno gledajočih, kulturno in pedagoško izraženih učiteljev. In takšni so tukaj. Prisotno je nagovoril tudi mariborski župan. Ja, to so naše šole po drugi svetovni vojni, ampak nič ni videti, ne. Moderna telovadnica, plezalna stena, pa tudi prireditev, ki jo danes gostijo, se mi zdi, da je ena taka lepa povezava s tradicijo. Sicer pa je praznovanje 60. obletnice šole sovpadalo tudi z zaključno prireditvijo vseslovenskega festivala Vsaka vas ima svoj glas. Ki presega meje Slovenije, saj so v njega vključeni tudi učenci iz zamejstva, iz Italije, iz Avstrije in iz Madžarske. Na šoli veliko pozornost posvečamo kulturi, kulturni dediščini, menimo, da je to izjemno pomembno. Na tem festivalu ves čas sodelujemo in smo seveda z veseljem prevzeli tudi organizacijo zaključne prireditve, ki se je pa sopadla z našim jubilejem, tako da v bistvu je ta zaključek tega festivala en pravi dodatek našemu praznovanju, ki kaže na to, v katero smer naša šola dela in kaj počnemo in kako delamo z našimi učenci. Izpostavil je tudi vedno več možnosti sodelovanja, ne samo v mejah Slovenije in sosednjih držav, temveč tudi dlje. Ravnatelj je medtem še obljubil, da se bo prihodnje leto na njihovi šoli kdaj slišala tudi pesem v katerem drugem jeziku, morda celo švedskem. Kandidat za župana občine Ruše, sicer direktor Cezama Tomi Prosnik, je minuli ponedeljek uradno vložil kandidaturo za župana. Kandidira kot neodvisni kandidat za župana občine Ruše z listo Za združena akcija, v ekipi pa ostaja tudi trenutni župan Uroš Raspet, ki je tudi nosilec liste. Na listi pa je 18 kandidatk in kandidatov za občinski svet.
Sedanji župan občine Ruše zaključuje županovanje na občini. Že v kandidaturi za iztekajoči mandat si je zadal cilj uspešno izpeljati le en mandat, nato pa pot nadaljevati v svoji stroki. V ekipi pa je kot najboljšega kandidata prepoznal Tomija Prosnika. Nikoli ni bilo mišljeno, da bi delal več kot en mandat, iskreno, to morajo vsi povedati, ne. Samo mi nič čisto verjeli, da bom se uspel zaustaviti. Mi, ko smo tu sedli, bolj kot ne, nam je vsem bilo jasno, da je Toma edina druga opcija znotraj naše neke grupe, glede na to, koliko kdo želi neke prezence, to je pač kup nekih faktorjev. Prosnik je sicer direktor zavoda Cezam in ves čas del ekipe sedanjega župana. Ko sta izpostavila, je občina Ruše v tem mandatu doživela preboj na raznih vsebinah, infrastrukturi in dvigovanju standardov. V začetku leta je prejela tudi nagrado Zlati kamen za najbolj prodorno občino v severovzhodni Sloveniji in se uvrstila na skupno 16. mesto od 212 občin v Sloveniji. Po besedah Prosnika pa želijo s osnovanim programom cilje uresničevati še naprej. Ključno, kar je na teh volitvah, je, da v bistvu nekako dogradimo te rezultate, da nadgradimo z enimi ključnimi strateškimi projekti, ki želimo peljati naprej. Vemo, da imamo kar nekaj izzivov še v Rušah in je te zadeve v bistvu potrebno rešiti. Predvsem se tukaj dosti pogovarjamo o čistilni napravi, pogovarjamo se o domu starostnikov, tudi o cestni infrastrukturi in pa ostalim in pa predvsem o tem, na kak način bomo zdaj vso to nekako zgodbo nove infrastrukture, ki jo imamo v Rušah, povezali v eno in na kak način bomo potem to polnili z vsebinami. Če bo Prosnik izvoljen na funkcijo župana Ruš, pravi, da se bo županovanja lotil kot poklicni župan. Maribor podira rekorde v številu županskih kandidatov za letošnje lokalne volitve. Kar 18 županskih kandidatov je oddalo svojo kandidaturo in se podalo v boj za županski stolček. Napovedujejo hud boj. Volilna kampanja se z današnjim dnem tudi uradno začela. Občinska volilna komisija je imela na zadnji dan vložitve kandidatur veliko dela, saj je kot zadnji svojo kandidaturo vložil podjetnik Saša Arsenovič. Kljub prvotnemu načrtu, da bo kandidiral s pomočjo podpisov volivcev, je tik pred zdajci njegovo kandidaturo vložila stranka SMC. Zato, ker se ne vidim kot župana, ki želi zmagati volitve in priti v službo, ampak želim biti župan, ki bi se z ponosom obrnil po 4 letih nazaj na delo ekipe. Ja, mislim, zato potrebujem več kot samo mestni proračun, računam na tudi državnega in na kohezijska sredstva in zaradi tega gremo v zgodbo skupaj. Arsenovič je med zadnjimi napovedal in kasneje tudi vložil svojo kandidaturo, kar je precej pomešalo karte v predvolilnem boju, vsaj med nekdanjim županom Francem Kanglerjem in aktualnim županom Andrejem Fištravcem, ki je ob vložitvi kandidature znova dajal obljube. Za leta, ki so pred nami, obljubljam, da bomo v Mariboru na podlagi minulega dela plačevali najnižjo ceno obdelave komunalnih odpadkov v Sloveniji in v naslednjem mandatu bomo tudi zagotovili vsem upokojencem brezplačni avtobusni prevoz. Med 18 kandidati za župana Maribora so tudi Melita Petelin, Uroš Prikl, Igor Jurišič, Matic Matjašič in Vlado Šega, ki računa na nekaj mest v mestnem svetu. Jaz upam, da bojo uspeli Mariborčani voditi občino, ne župan. Župan bo zgolj usmerjal in te stvari počenjal, tako da jaz mislim, da dobri predlogi, ne glede na politično stran, morajo iti normalno skozi, slabih pa ne mislim dajati. Kandidira tudi sedanji podžupan, ki želi Maribor znova videti kot veselo mesto. Lista je polna, želimo si srečen Maribor, zato tudi kandidiram za župana. Želim si povrniti zaupanje, da bojo prebivalci verjeli v oblast, v župana, kajti samo z zaupanjem dosežemo sodelovanje, da pa povežemo nasprotja in različne interese in s tem zagotovimo mesto uspeh, pa je to zaupanje potrebno. Jaz sem to sposoben, to je razlog tudi, da kandidiram. Pričakujem, da se bodo volivke in volivci prepričali, pred njih prepričajo, kajti menim, da stvari lahko spremeni samo oseba. Stranka LMŠ je medtem predstavila še listo kandidatov za mestne svetnike, prisotna je bila tudi Lidija Divjak Mirnik, kandidatka za županjo mestne občine Maribor. Če bom jaz županja
in ko bo lista Marjana Šarca v mestnem svetu, bomo zagotovo sodelovali med seboj, zagotovo bomo delali za skupno dobro in zagotovo bomo želeli razvoj v Mariboru potisniti naprej. V Mariboru se bo za županski stolček med drugim potegoval še Igor Domanjko iz liste novinarja Bojana Požarja, Aleksander Kamenik, Alenka Iskra kot tretja ženska kandidatka s podporo stranke SD, Josip Rotar z listo kolesarjev in pešcev Zdenko Vinkov, Andrej Šiško, ki se bo za županski stolček boril iz pripora, nazadnje pa sta svojo kandidaturo napovedala še Rok Zalar in Borut Ambrožič. V občini Kungota se bodo za županski stolček potegovali 3 kandidati. Ob aktualnem županu Igorju Stropniku sta svojo kandidaturo vložila še Rudi Matjašič in odvetnica Tamara Šnofl. Z listo Za Kungoto s srcem za župana občine Kungota kandidira Rudi Matjašič, ki se je za kandidaturo odločil zaradi nagovarjanja občanov Kungote. Na listi Za Kungoto s srcem bo kandidiralo kar 14 kandidatov, ki se bodo potegovali za svoj stolček v občinskem svetu. Ker je volja, tam je pot. Jaz upam, da bomo uspeli, kajti kandidati za občinski svet, tudi za vaške skupnosti imamo zadeve pokrite, imamo zelo kvalitetne izbor kandidatov, tako da mislim, da bomo dobili podporo občanov in občank in bomo delali seveda najboljše, kar se da za Kungoto. Da je občina v slabem razvojnem stanju in brez prave vizije, meni edina ženska kandidatka za županjo občine Kungota, kar da je bil tudi eden poglavitnih razlogov za vstop v županski boj. Šnoflova o svojih prednostih pravi: Predvsem, da sem ženska, potem, da sem politično, kot ste že sami rekli, neobremenjena, se pravi, mi bomo vedno delovali izključno dobrobit občank in občanov, brez navodil kakršnihkoli političnih elit, bodisi na lokalni ali državni ravni. V bistvu se podajam v ta boj z iskreno dobrim namenom, da ljudem pomagam, ker vem, da jim lahko pomagam tako z izkušnjami kot svojim značajem. Nenazadnje sem, bom rekla, na svoji tej poti pripravljena za občino narediti vse, torej iti do cilja do konca, brezpogojno in tudi bom, kot sem že dejala, ravnala res po svoji vesti, pošteno, iskreno in odgovorno. Medtem pa se bo sedanji župan Igor Stropnik potegoval za svoj 4. mandat. Če bo izvoljen, pa bo še več pozornosti namenil turizmu. Pod Pohorjem pa že zasnežujejo z novimi snežnimi topovi, ki delujejo z novim sistemom za hlajenje vode, tovarne snega, kar omogoča umetno zasneževanje tudi pri poletnih temperaturah do 25 stopinj Celzija. Gre torej za dobro in optimistično napoved prihajajoče smučarske sezone. Nova tehnologija tovarne snega omogoča, da se bo smučarska sezona na Pohorju lahko pričela veliko prej. Ima velik pomen za turizem, to pomeni, da bomo lahko stabilno imeli urejene proge FIS tudi izven tekmovalnega časa, kar je za turiste zelo zanimivo. In seveda sama tekma Zlate lisice bo s tem postala še bolj konkurenčna, ker naslednji korak je v naslednjem letu zamenjati žičnico oziroma sedežnico in narediti modernejšo in potem so tu ti osnovni pogoji, ki zagotavljajo, da bo lisica ostala še za dalj časa v Mariboru. Bojazni pred tem, da bi Zlata lisica na Pohorju odpadla zaradi vremena in pomanjkanja snega z novo tovarno snega, največ ne bi bilo. Dejstvo je, da kot dobavitelj za nami stoji Tehno Alpin, ki je največji, najboljši proizvajalec opreme za sneževalne sisteme, da smo mi od njega ob podpisu pogodbe pridobili bančno garancijo, ki nam zagotavlja proizvodnjo snega v mejnih temperaturah. Jaz skoraj ne verjamem, da bi se znalo zgoditi, da Zlata lisica po krivdi zaradi pomanjkanja snega odpade. Definitivno pa je, da se stalno lahko kaj zgodi, ampak osebno pa mislim, da je Zlata lisica vsaj za naslednjih 10 let zavarovana. Praksa kaže na to, da umetni sneg, pridobljen s tovarno snega, pripomore k boljši smučarski sezoni, vsaj v sosednji Hrvaški, kjer je ta sistem že preizkušen. Prednost ovoga snijega je za svaki ski centar da može mnogo ranije da otvara sezonu. To znači imali smo iskustva isto u Zagrebu, Sljemenu, što je vrlo blizu, imaju istu nadusnu visinu kod cilja i oni mogu sada sigurno da osiguraju trke i mogu da osiguraju da mnogo ranije kreću sa sezonama. Ogromen kontejner, ki je postavljen na obsnežnem stadionu, tako deluje kot ogromen zamrzovalnik, ki led nastrga v sneg.
Čeprav takšen sneg ni idealna podlaga za smučanje, saj je suh, ustvari pa primerno podlago za sneg, ki ga bodo še naprej ustvarjali snežni topovi. Ob prazniku Mestne občine Maribor so ob slovesnosti v Narodnem domu Maribor podelili naziv častni občan dolgoletnemu kulturnemu delavcu Janezu Karlinu. Listino mesta pa so prejeli v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Maribor. V soboto bo na Trgu Svobode sledil še koncert. Janez Karlin je leta 1950 nastopil službo upravitelja Dijaškega doma industrijske tekstilne šole v Mariboru. Tam je pomembno vplival na razvoj kulturnega umetniškega društva Slava Klavora. Kot režiser je dosegal jugoslovanski amaterski gledališki vrh z amaterskim gledališčem Slava Klavora. Kot je komisija obrazložila, je Karlin bil kar 32 let predsednik Mariborske zveze kulturnih društev, pod njegovim vodstvom pa je mariborsko društveno kulturno delovanje doseglo izjemen razmah in visoko kakovost. Mislim, da je prav lep občutek, da vsaj na koncu moje poti se spomni nekdo na tebe in ti izreče priznanje in da je to v Mariboru, kamor sem prišel 50. leta in preživel večino življenja in na drugi strani, da sem krog tistih zaslužnih tudi sam uvrščen. Sam pravi, da si ne želi več veliko. Želim si še dobrega zdravja, da bi lahko spremljal še mariborsko kulturo, ki mi prinese lepe večere in da bi bili ti večeri res dobri kot današnja proslava. Ob tem so podelili tudi listino mesta. Seveda je to ena velika spodbuda, da bomo delali še to naprej, kar smo delali. Pa tudi mora biti en obet, da bomo lahko tudi zdaj, trenutno imamo ene težave s tem, da svojega programa asistence težko izvajamo, ker se je zakon spremenil, ampak upamo, da bomo lahko to delali še naprej, kajti tu je bila ena poglavitna dejavnost našega društva. Glede dobitnika naziva častni občan so si bili v občinski komisiji za nagrade in priznanja soglasni, da je Janez Karlin prava oseba. Pri ostalih nagradah smo pa imeli kar dolge razprave in na koncu odločili, da letos ne podelimo nobenega grba, ker se nam je zdelo, da kandidati in kandidatke, ki so bile prijavljene, mogoče še ne dosegajo vseh standardov, ki jih mora dosegati tisti občan, ki prejme častno mesto, se pravi zlati, srebrni ali bronasti grb. Sicer pa bo mesto letos svoj rojstni dan obeležilo še v soboto na brezplačnem koncertu na Trgu Leona Štuklja. Na Muti so prenovili trg Spodnje Mute. Obnovo so izvedli v okviru projekta Trških jeder. Kip Kovača je zdaj dobil novo mesto. Obnova in prenova trga bo vplivala na kvalitetno življenje občanov ob njem. Poglejte, tudi v nekaterih deželah, državah imajo že dolgo tradicijo, da se ljudje vendarle sprehodijo, grejo na korzo, kot se temu imenuje, se srečujejo in morebiti je pa res lahko tak ureditev Trškega jedra Spodnje Mute in tudi na Zgornji Muti to delamo, priložnost, da se srečujejo. Obnovili so tudi skulpturo Kovača kot simbol industrije na Muti, preselili pa so ga le iz Zgornje na Spodnjo Muto. Ta skulptura je bila zelo utrujena tudi zaradi erozije in smo z odličnimi izdelovalci sanacije, mojimi prijatelji iz Železarne Ravne in pa seveda Koroškega pokrajinskega muzeja to skulpturo obnovili generalno in moram reči, danes bomo videli, kakšna bo v svojem siju kot Kovač, simbol Mute in kovaštva. Prebivalci so z ureditvijo trga zelo zadovoljni. To je kar lepo urejeno, tako da kapo dol. Zelo smo ponosni na to, da je naš Jerčič zdaj tukaj, ko on je tudi spodnjemučan bil in prej je bil pa spomenik nekje tam na samem, zdaj bo pa tukaj. Center Spodnje Mute je zelo lep in smo res ponosni na našega župana. Veseli smo, da se nekaj dogaja. Nov olepšan trg in kip Kovača boste tako zagotovo privabila več ljudi, da se bodo na trgu lahko družili, otroci pa izkoristili igrala in se tam tudi igrali. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih.
To soboto, 20. oktobra, bo potekala že tretja delovna akcija urejanja Pohorja z zborom ob 10. uri pri spodnji postaji Sprnjače. Akcijo bodo dodatno popestrili s predčasnim snegom. Poglejmo si izjavo. Tako smo obljubljenih 100-200 kubikov bomo do sobote naredili, tako da prvo pokušino v bistvu je sam stroj, ki stoji za mojim hrbtom, poskusnemu vrtovanju, upravljajo fine nastavitve, tako bo še naslednjih 5-6 dni. In tisto, kar pač lahko povem, definitivno pa to ni sneg, po katerem bi se mi vsi smučali, je pa nekaj, kar bodo v soboto vse otroci lahko s sankami preizkusili. V Rušah pa bo potekal že 51. Šalamunov memorial, tekmovanja v gimnastiki. V Bistrici ob Dravi pa si ob 17. uri lahko ogledate lutkovno predstavo Žogica-nogica. Ob 20. uri pa na trgu Leona Štuklja sledi brezplačen koncert Totega Big Banda o praznovanju rojstnega dne mesta Maribor. Toliko za danes, želim vam lep in prijeten konec tedna. Nasvidenje.